Mazda je naredila novega dizla, velike prostornine. Vsi grejo ke, Mazda gre ke. Je prav? Inač pa smo pa leta 2023 in vse avtomobilske znamke se več ali manj ves čas trudijo, kako bodo predstavljene nove tehnologije, ki so zelo pogosto seveda povezane s pogonskimi sklopi, predvsem z električnimi motorji, z hibridnimi sklopi, sem pa kaj pade še kakšen majhen, varčen bencinar, ne. Ampak po drugi strani pa pride Mazda pa pravi, hej, dober dan, a imate minutko časa? Mi imamo pa za vas enega novega dizla. 3,3 litra prostornine, 6 valjev v vrsti, pa mislimo, da je to eden izmed načinov, kako bi se lahko v tej gonji za nižjimi izpusti pa za učinkovitejšimi motorji premaknili malo naprej. Stari moj, te pri Mazdi so čisto brisani, ampak na dober način, rezultat je pa, ti bom zdaj vse povedal. Sral sem ga dober, ne? To drži. Ok, najprej bi rad poudaril, da v tem vlogu kompletnega opisa avtomobila Mazda CX-60 ne boš našel. Ta vlog, kjer sem govoril o splošnih stvarih, o kabini, o kakovosti, o kufru in tako naprej, tega sem že imel. Se spomniš, to je bilo takrat, ko sem testiral bencinskega preključnega hibrida, po brski malo za nazaj, številka vloga imaš pa tukaj le gor. Veš, danes ne bomo govorili o ničemer drugem, kot o tem, kaj se skriva pod točno tem pokrovom motorja. Saj sem v osnovi že povedal, Mazda je naredila novega dizla, velike prostornine, to je pa tudi zato, ker Mazda, tako kot že pri marsikakšni rešitvi, ki jo je ponudila, vedno pravi, namesto downsizinga se pejmo rajš right sizing. Kje si ti? Evo ga. Dajmo najprej pogledati, a je hauba hidravlično podprta. Je, in to z dvema nosilcema. Ok, poglej, tole je plastičen pokrov, ki ti že sam nazorno pokaže, koliko valjev se skriva v vrsti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaš pa na vsaki strani eden, pa še ta drug hakelj, tole dvignemo. In potem imaš tukaj spodaj, poglej, en zelo priročen sistem, s katerim si lahko pomagaš. In da bolj tukaj le gor, če se jaz ne motim, takole zahaklaš. Evo ti ga na, pa imamo zdaj, še ena plastika. V katerem trenutku rečeš, da je plastike dost, pa lahko sam še motor pokažeš, ne? Tako, evo, sam malo. Poglej, tukaj zgoraj vidiš pa zgornji del tega 6-valjnega dizla, ki gre precej globok tjarle not. Zdaj pa, jaz imam v tem motorju veliko zapovedati. Na nek način nadomešča Mazdin 2-litrski oziroma 2,2-litrski 4-valjnik. Dajmo mi tole zapreti. Penk, penk. Pa najbrž že veš, ali pa tudi ne, se ne vem, da Mazda ta avto s tem motorjem ponuja v dveh izvedbah. Prva, manj zmogljiva, ponuja 200 konjev, 450 Nm/h, predvsem pa pogon na zadnjo os. Ta druga varianta, to je pa točen ta avto, pa ponuja več, torej 254 konjev, pa 550 Nm/h, pa 4-kolesen pogon. Ob čemer ne pozab, da je tudi v tem avtomobilu pogon v osnovi vsem speljan primarno na zadnjo os. Ok, zdaj pa mašina posebnosti je veliko. Prvi pomemben dejavnik je masa. Ta 6-valjnik ne tehta kaj dost več kot 4-valjnik, ki ga nadomešča. Razlogov za to je več. Glavni gradnik bloka motorja, recimo, je aluminij, je pa res, da so bati iz kovanega jekla. Pa zelo hitro pridemo do same prostornine. Ti, zakaj pa toliko velika mašina? Konec koncev, zakaj pa ne 3.0? A mora biti 3,3? Pa Mazdini inženirji pravijo, da so pač zračunali, da bodo ob tej številki, ob takšni prostornini pač pogoji za to, da bo učinkovitost kar se da velika, preprosto najboljši. Ok, zdaj gremo pa še malo globje. Mazda inženirji pravijo, da ta motor deluje po principu DCPCI tehnologije. Valjda je to kratica in če sem zdaj probil spomniti, kaj to pomeni, mi po moje lahko daš kar eno medaljo. Le ne zameriti, ampak moram prebrati. To pomeni Distribution Controlled Partially Premixed Compression Ignition. Stari, jaz sem zmatran. Ful je začel veter pihati. Pejmo malo kabino. Prav, itak je drugače sploh pokazal ne bom. In če ti to kratico poskusim zares zelo poenostaviti, gre za en tak izjemno
precizen način vbrizga goriva, mimogrede, mešanca, ki se vbrizga, je po sami naravi revnejša, ker ne bi to v kombinaciji z večjo prostornino pač pripeljalo do optimalnih rezultatov. Ta prva stvar, na vsak delovni takt je valj sposoben sprejeti 9 vbrizgov goriva. Že to je nadpovprečna številka, običajno so te cifre manjše, dajmo reči tam 6-7. Naslednji korak, oblika bata oziroma zgornjega dela, torej tisti del, tista površina, ki ima opravka z eksplozijo oziroma z vžigom mešanice goriva. No, tukaj prijemo pa do tistega tenkočutnega piljenja ene tehnologije, zato da na koncu lahko rečeš, lej, še se da. Gre za to, da je Mazda uspela s posebno obliko zgornjega dela bata doseči to, da je izgorevanje same mešanice optimalno. Da ti volumen, ki ti je na voljo za izgorevanje, to se pravi tisti del, ki se v resnici tudi spreminja s tem, ko se bat pomika gor pa dol, izkoristiš tako, da je izkoristek veliko boljši, a pa dajmo reči dosti boljši, kot je bil prej. In to je zelo pomemben. A veš, bolj ti razturaš, kako znaš poskrbeti za to, da gorivo učinkovito zgori, boljši imaš toplotni izkoristek. V primerjavi s praktično vsemi je tukaj Mazda pri vrh. Toplotni izkoristek tega motorja tukaj le pred mano sega tja do 42%. Te številke so ponovadi bistveno nižje, tam od 30 do 33. To so veliki premiki znotraj enega sveta dizelskih motorjev, kjer so vsi ostali na nek način že malo tako obupali. Lej, malo pa pomal, ne? In to seveda na koncu vpliva tudi na izboljšano moč, pa navor, obenem zniža pa tudi porabo. Zdaj, s porabo je pa tako, ne. Mazda je bila zelo pogumna in na tiskovni konferenci pokazala en graf, kjer je njihov motor oziroma njihovega novega dizla primerjala s primerljivo prostorninsko velikimi pa po konjih zmogljivimi avtomobili in so bile številke zares veliko nižje, ampak se veš, teorija pa statistika, to si ti lahko prilagodiš, kakor sam hočeš, ne. Praksa, da smo pa danes tukaj. Ta avto tehta, dajmo reči, okrog 2 tone, takrat, ko za volanom sedim še jaz, pa imam zraven še kaj prtljage, pa otroka, pa tako naprej. Skratka, neka normalna uporaba. Mazda navaja podatek dobrih 5 litrov na 100 km. Jaz sem rekel, ok, ta je malo huda, 5 litrov ne bo, ampak veš, kaj se je pa pol zgodil? Ko sem se vozil večinoma po mestu, brez da bi na kakršenkoli način pazil na to, koliko bom pa zdaj ponudil, se je moja poraba gibala med 6,0 pa 6,3. Ko sem bil malo bolj športno razpoložen, pa sem šel vmes tudi na avtocesto, kjer se mi je vmes tudi precej mudil, se je poraba dvignila na 6,5, 6,6. Ko sem bil varčen in sem zares pazil na porabo, je šla zlahka tudi pod 6 litrov. Hočem reči, da je Mazda naredila neverjetno učinkovitega dizla, kar je kar malo neverjetno slišati glede na to, da smo leta 2023. Ob tem poudarjam, da se avto tudi orang zgane. Dobro potegne, 550 Nm navora ni mal. O prostoru pa drugih stvareh, mimogrede, ta kokpit je res dobro sestavljen. Bomo drugič govorili. Je pa res, da sem jaz tudi mal en tak zelo specifičen dan, kjer sem se soočil z zelo veliko ovinki, namreč zjutraj sem šel iz Ljubljane proti Slovenj Gradcu, pa gor na Kope, pa nazaj v Ljubljano na sestanek, pa potem iz Ljubljane spet nazaj na Kope in naslednjo jutro, pač nekaj ur zatem spet v Ljubljano. Hočem reči, da je tale Mazda v razmeroma kratkem času videla zelo veliko ovinkov. Zdaj že v prvem testu sem poudaril, da to ni športni avto, da je to avto, ki je primarno usmerjen v komfort. Tokrat sem pa mogoče eno stvar zares pogrešal, česar pri prvem testu nisem. Potem poudarjam, da ne gre za merodajen testen vzorc, ne, toliko ovinkov v to kratkem času, ne, ampak vseeno sem pa pogrešal malo več bočne opore. Vse ostalo, overall pa špica. Pa te pejmo nazaj še na motor, odlikuje ga tudi miren tek, pa še ena reč, ki nisem izpostavil, ne, ta motor zaradi svoje zasnove recimo ne potrebuje izravnalnih gredi. Zdaj, ne vem, če veš, kaj je to izravnalna gred, si pa predstavljam, da si lahko misliš, da pri različnih motorjih prihaja do različnih vibracij znotraj bloka motorja. In te vibracije lahko so oziroma znajo biti praviloma tudi kar moteče, to se lahko tudi čuti, sliši, konec koncev je pa to tudi zelo naporno škodljivo za same motorne komponente. In izravnalna gred poskrbi, da ta vztrajnost, ki se seveda nabira ob delovanju, da se jo izniči oziroma da se vse skupaj uravnoteži. Dejstvo je, da vsak motor na notranje izgorevanje uporablja ročično gred.
Ta skrbi za to, da se ventili odpirajo, zapirajo točno tako, kot se morajo v takšnem vrstnem redu in v takšnem zaporedju in tako naprej. In ta ročična gred ustvarja neke vztrajnostne sile in te vztrajnostne sile so lahko moteče, škodljive za celoten sklop. In izravnalna gred, že samo ime ti pove, skrbi za to, da se te vibracije, da se umirijo, da vse skupaj teče bolj gladko, pa bolj homogeno. No, hočem ti pa reči, da ta motor že zaradi same šestvaljne zasnove, tukaj prijemo pol tudi do zaporedja dviga posameznih batov v valjih, ne, ponovadi gre tako, da se premikata. Če se malo ti pokazati takole, poglej. A veš, čim imaš ti opravka s šestvaljnim motorjem, je teh vibracij že po defaultu manj zaradi narave oziroma zaporedja gibanja batov gor pa dol znotraj valjev. Poglej, ti bom pokazal na tem plastičnem pokrovu. Predstavljaj si motor, tole so valji, znotraj njih so bati, postavljeni so v vrsto, zato se imenuje vrstni šestvaljnik, ki je postavljen vzdolžno in tudi zato ti pol kar dan pele navor na zadnjo os. Ok, nima veze. Pri šestvaljnih motorjih je teh motečih vibracij bistveno ven, kot pa na britih štirvaljnikih. To je pa med drugim tudi zato, ker za naravno ravnovesje z manj vibracij skrbi način gibanja batov oziroma zaporedje delovanja. Namreč, skupaj gresta vedno gor bata 1 pa 6, pa 2, pa 5, pa 3, pa 4. In ko enkrat to začne homogeno delovati, Do I make any sense? hočem reči, da sama zasnova motorja plus odlično inženirsko delo, če sem še enkrat to besedo uporabil, sem jo že mešati začel, skrbi za to, da ti izravnalnih gredi v tem primeru ne potrebuješ. Ok, zdaj pa jaz mislim, da sem vse povedal, govorili smo a ja, cena, mater vola. Koliko je že? Ne, saj vem, ne bom šel pogledat. Ok, vem. Se pravi, ta švoh izvedba, ta švoh z 200 konji košta 46 490, ta močnejša pa 51 690 evrov. In to je še vedno pol koliko 4, 5, 6, ful na pamet govorim, jurjev cenejš kot priključen hibrid. V bistvu jim pa, če jaz razumem, prodajo omejuje, koliko jih lahko dobijo. In to je to. Praksa, no, ta je pomembna, zato sem tudi avto vzel na test, ker tale šestvaljni dizel smo ga vsi, ne samo avtomobilski novinarji, če sem prav razumel, tudi Mazdini ljudi, tudi kupci zelo težko pričakovali. In rezultat je zares ugoden. Ne samo po načinu delovanja, mirnosti, potem kako se motor zgane, mislim, kako se avto zgane, tudi rezultat porabe je odličen. Mislim, so kar modeli tele pri Mazdi. Ja, se strinjamo. Vsi grejo ke? Mazda gre ke? Je prav? Veš, kaj bi Jure Gregorčič rekel, ne? Ne samo, da je energija mama, čeprav včasih reče tudi, da je masa mama, tako da ne vem, Jure, kaj je zdaj to? Predvsem pa ogenj nad bati, ogenj v valjih, tudi približen še ni rekel zadnje. In to mi je všeč. Ajde, čau.